Sum nepravilnosti pri podeljevanju sredstev za izgradnjo širokopasovnih omrežij, ki je bil predmet današnje seje Odbora za visoko šolstvo, znanstveno in tehnološki razvoj, se je na seji dvakrat potrdil kot utemeljen, kajti po eni strani so utemeljene sume, da je prihajalo do nepravilnosti v teh postopkih, pri sedaj že dveh opravljenih razpisih izrazili sami župani in župani, ki so se zelo lepo odzvali vabilu na sejo, in po drugi strani je potrdil to kot kronska priča celo sam minister in je tudi napovedal možnost vložitve nekaterih kazenskih ovadb v zvezi s sumi nepravilnosti pri podeljevanju sredstev za izgradnjo širokopasovnih omrežij. V tem delu je bila torej seja zelo uspešna, predvsem pa ne bi smel pozabiti, da gre za izrazito vsebinsko in razvojno vprašanje. Namreč, kaj se je v resnici zgodilo? Sredstva, namenjena za izgradnjo širokopasovnih omrežij, ki jih iz proračuna, torej sredstev davkoplačevalcev, daje država in so zato na razpolago tako iz naslova države Slovenije, kot tudi evropska sredstva, pa so v resnici namenjena predvsem tistim delom Slovenije, kjer ni interesa komercialnih ponudnikov, zato ker je tam bolj majhna poselitev, redka poselitev torej, in po drugi strani se je treba zavedati, da gre v glavnem za obmejna področja, ki so izrazito pod pritiskom, se pravi po eni strani sosedov, po drugi strani pa odseljevanja naših državljank in državljanov, ki odhajajo z teh območij v centre in je to proces, ki smo mu priče že dolgo vrsto let. Če želimo v teh delih Slovenije ohraniti poselitev, če jih želimo dodatno razvijati, se moramo zavedati, da malo in srednje podjetništvo, zlasti nekateri njegovi deli, za svoj razvoj nujno potrebujejo gospodarsko infrastrukturo in da danes širokopasovni internet pomeni neobhodni del te gospodarske infrastrukture. Se pravi, širitev omrežja, širokopasovnega omrežja, na ta najbolj občutljiva obmejna področja, kot so Bela krajina, Severna Koroška, potem južni rob Slovenije ob hrvaški meji in pa severni del Primorske, so v nacionalnem interesu države Slovenije. V interesu za predvsem in tudi zato, ker poleg večje kvalitete življenja ljudi, ki ga širokopasovni internet brez dvoma omogoča, gre tudi za odpiranje dodatnih razvojnih možnosti, za podporo malemu in srednjemu podjetništvu, ki je povsod motor razvoja v Sloveniji kot celoti, pa v teh predelih pa še toliko pomembnejši. Kajti brez tega se bo odliv ljudi nadaljeval v centre, brez tega bodo odhajali najbolj visoko izobraženi ljudje, ljudje, ki želijo razvijati podjetniško dejavnost in to bo seveda na dolgi rok siromašilo te območja in jih delalo še bolj ranljive, kot so že do sedaj. Kot rečeno, vprašanje delitve sredstev za izgradnjo širokopasovnega omrežja so z tega vidika temeljno razvojno vprašanje.